Lepo pozdravljeni, sem Vanesa Čani in skupaj delimo besede modrosti iz življenja, nekaj iz znanosti, iz naših izkušenj in predvsem tudi iz Svetega pisma, knjige življenja, ki človeka odpre v dimenzijo življenja duha, iz katerega lahko živi polno življenje. Današnja tema je izredno polna, ker nas navdahne na različne dimenzije razmišljanja in to je unikatnost. Zelo krasno je razmišljati o unikatnosti, ker je polno življenje unikatnosti, če se nam le odpre pogled. Mi smo unikatni, vsaka oseba je unikatna in neponovljiva. In ni zanimivo, kako nas ta hiter življenjski tempo nekako poskuša spraviti v površnost, v pogled navadnosti, celo manj vrednosti, nepomembnosti. Zato si je izredno pomembno ustaviti in razmišljati o unikatnosti nas samih in seveda okolja, oseb, s katerimi smo obdani. To nas bogati. Nekaj stvari bomo samo osvežili, verjamem, da pravzaprav že vse to vemo, ampak ravno to, kar gledamo, to si postavljamo pred očmi, to si osvežujemo, to nam postaje pomembno in nekako tudi vodilo naših misli, dejanj, tudi občuten. Torej, naš prstni odtis. Naši prstni odtisi so neponovljivi, torej nihče na svetu, tudi enojajčna dvojčka, nimata enakega niza grebenov in črt, kot jih imaš ti, kot jih imam jaz. Torej, niti enojajčni dvojčki, kot ravno rečeno. Torej, in naši prstni odtisi seveda se nekoliko povečamo, od rojstva potem čez življenje, ampak ta del reliefni ostane isti zaradi svoje edinstvenosti, trajne kakovosti. Seveda lahko prihaja do poškodb, ureznin in tako naprej, kar se tudi pozna, ampak sicer, če ni tovrstnih nekih takih vložkov v življenju, potem je to prepričljiv naš unikatni znak. Šarenica. Oči so okno v dušo, identiteto pogosto rečemo, torej šarenica, mišica, ki odpira in zapira zenico, da nadzoruje, koliko svetlobe vstopi v oko, ima drobne teksturne vzorce, DNK, ki je unikaten, določa barvo, strukturo šarenice. Se pravi, njene jamice, brazde, vrtinci, razpoke se pojavijo že med razvojem ploda, zaradi česa je vsaka šarenica edinstvena, tudi dve šarenici posameznika se ne ujemata. Se pravi, vzorci naj bi se pojavili, ko plod odpira in zapira razvijajoče se oči, tkiva šarenice pa se napnejo in potem tudi zložijo. Mrežnica je tudi unikatna, zadnji del očesa, torej mrežnica je natančen posnetek našega živčnega sistema, torej popolnoma edinstven za vsakega posameznika. Prikazuje vzorec krvnih žil, ki ga očesni zdravnik opazuje, da odkrije prve znake, recimo sladkorne bolezni ali visokega krvnega tlaka, celo poslabšanje zdravja možganov in tako naprej. Se pravi, tudi ogledalo, v naše notranje stanje. Uho. Če sledimo robu našega ušesa, torej čutimo krivulje, grebene, smo edine osebe na svetu s tako čisto natančno obliko. V neki britanski študiji so raziskovalci razvili algoritem, s katerim bi lahko identificirali enega posameznika izmed več kot 250 drugih z 99% več kot to stopnjo natančnosti, samo z analizo, kako se svetloba odvija od krivulje ušes. Torej, tudi uho je priročen identifikator, nekdo, ki prejme klic, da bi odklenil telefon, da bi ga preprosto, je lahko na ta način, da ga preprosto pritisne k ušesu. Odtis ustnic, tudi hipotetično bi lahko, če smo malo šaljivi, detektivi dokaze zapečatili s poljubom, ne samo s prstnimi in drugimi odtisi.
Torej, tudi študije kažejo, da je vzorec dvigov in dolbin na ustnicah tako edinstven kot naš prstni odtis. Torej, čeprav so odtisi ustnic v posameznih primerih na sodišču že uporabljali za identifikacijo, pa vemo, da kriminalci ponavadi ne poljubljajo svojih prizorišč zločina. Jezik. Vemo, jezik je identifikator toliko stvari v naših življenjih, se pravi, med drugim ima tudi svojo obliko, ima svojo teksturo, ima te drobne izboklinice, grebeni, ki so razporejeni, tako kot že na drugih organih, kot smo rekli, na popolnoma edinstven način. Ti vzorci se včasih spremenijo, saj je jezik znotraj zaščiten, za razliko od konic prstov, ki lahko postanejo brazgotine. Se pravi, zato se vzorci redko spremenijo, ne, na jeziku, pogosteje torej na naših zunanjih delih telesa. Torej, raziskovalci razvijajo 3D slikanje jezika za pomoč tudi pri identifikaciji osebe. Tudi naš glas je pomemben in poseben. Vsak ima unikaten glas, nekatere glasovne značilnosti je enostavno zaznati, kot sta frekvenca, že tako ločimo visoko, nizko, in intenzivnost, glasnost, tihost in druge lastnosti, ko so tesnost, resonanco ali navzalnost, se pravi, kako govorimo skozi nos. To je ponavadi težje določiti kot recimo frekvenco in intenzivnost. In vse to skupaj, ne, je v bistvu naša intenzivnost, ki je deloma seveda genetska, deloma priučena. Pomembno igrata vlogo tudi dolžina vratu, širina grla in seveda način, kako govorimo, izgovarjamo, to so razne učne ure, govor, petje in tako naprej. Se pravi, to so taki že zelo razdelani sistemi, torej čim spregovorimo na znova unikaten način. Odtis prstov na nogi, tako kot so naši prsti na roki, so tudi na nogi, se razvijajo istočasno in so prav tako edinstveni. Imamo edinstvene zobje, tudi so posebni, ne samo posebni po svoji genski strukturi, ampak tudi na podlagi naših navad. Se pravi, nekateri bolj stiskamo, kakšni bolj škripajo, lahko igramo na določen inštrument, če so razna pihala ali držimo ključe v ustih na poti do avta, pa se potem seveda to vse odraža na naših zobeh. Torej, in zaradi teh obrab, tako ali drugače, kot rečeno, tudi enojajčni dvojčki nimajo torej identičnih zob. Tu smo samo natipali stvari, ki se jih seveda zavedamo, pomembno je torej se osredotočati, kako edinstvena, unikatna bitja smo z izredno vrednostjo. Tu smo kazali samo te neke zunanje fiziološke, telesne unikatnosti. Zdaj, če pa pogledamo tole v angleščini, ena taka osebnostna karta, imamo neko unikatno percepcijo, razumevanje, izražanje, torej nihče popolnoma enako ne razume, ne percipira določene situacije, stvari kot neka druga oseba, nima enakega razumevanja stvari in se ne izraža na enak način. Torej, kaj delamo z vso to unikatnostjo? Če pogledamo z tega zornega kota, bi bil naš svet lahko prečudovit, ker bi vsi lahko občudovali svojo unikatnost drugega, in bi videli izredno pestrosti unikatnosti. Medtem ko ta družbeni sistem, v katerem živimo, pa nas tako ali drugače sili, da se gledamo kot na neke opeke, zamenljive, brez unikatne vrednosti, ko lahko človek reče, se je vsak zamenljiv. Danes si in jutri te ni in si na tvojem mestu nekdo drug in nihče ali pa redko kdo sploh opazi. Če gledamo na ta način, je življenje srhljivo ali minimalno
z zelo znižano vrednostjo. Če pa v vso to luč percepcijo damo perspektivo stvarnika, ki je pa avtor te zamisli, da je vsak unikum, da ima vsak neprecenljivo vrednost, potem pa se ne razmišljamo in ne primerjamo, kakor da smo opeke, ampak nas gleda stvarnik kakor enkratne, neponovljive, drage kamne in našim življenjem daje izredno vrednost. To so besede Gospoda Jezusa, ki imajo izjemen pomen, če jih hočemo razkrivati, kopati po njih in razumevati v vedno globlji dimenziji. Torej reče, vse mi je izročil moj oče, se pravi, polno življenje od Boga stvarnika daje svojemu sinu. In nihče ne pozna sina razen očeta. Poglejte, kako zelo je to res. Vsi, ki ste starši, veste, da ste mame otroke rodile, očetje pomagali vzgajati, pa nihče točno ne pozna svojega otroka. A ne? Tudi v bistvu nas, starši, naši niso čisto poznali, ker je vsak svoja osebnost. Obstaja pa Bog Oče, ki vsakega pozna. Za mene je to nepredstavljiva, bogata misel te percepcije, da obstaja najvišji Bog, ki me zares pozna. Če ne me moji najbližji, ki me v marsičem zelo dobro poznajo, pa me v celoti ne poznajo, ker tudi jaz sama sebe v celoti ne poznam. Včasih človek reče, joj, danes nekaj mi ni prav, pa niti ne vem kaj, ali pa tako po nečem hrepenim, pa točno ne vem kaj. Skratka, človek se raziskuje sebe, druge, ni v polnosti tega znanja, svoje lastne identitete, obstaja pa Oče, ki pozna. In nihče ne pozna očeta, razen sin Jezus Kristus, se pravi, poglejte, koliko je bogov na svetu. Ne? Koliko je predstav, kakšen bi naj bil Bog. Predstavil ga je eden in to je sin Jezus Kristus. Kdo je resničen Bog? In on pravi, Bog je Oče. On ni samo energija, ni samo neko kozmično vesolje, ni samo neka predstava. Le, če si ti kot človek oseba, tvoj stvarnik je oseba, samo na toliko višjem nivoju. Če imaš ti zavest in identiteto, koliko bolj je on Bog zavesti, razuma, volje, hotenja. Če imamo mi zmožnost govora, komunikacij in odnosov, se pravi, on, ki je stvarnik vsega, je toliko bolj govori, razume, sliši, je Bog odnosov. In v bistvu, ko človek spoznava Boga preko takega razodetja sina, takrat potem tudi sam dobi relacijo unikatnosti stvarnika z svojo unikatnostjo, ki nas samo stvarnik pozna, kakšne nas je ustvaril in kakšni smo lahko. In zato reče Gospod Jezus, pridite k meni, k temu, ki razodeva očeta, da lahko vemo, kdo smo mi, vsi, ki ste utrujeni in obteženi. Poglejte, koliko je izgorelosti danes, koliko je utrujenosti od takšnih in drugačnih stvari, kakšne teže vse poskuša dati življenje na nas. In želimo imeti ne samo počitek, počitnice, vikende, ampak notranji počitek, iz katerega živimo. To popilo je zapisano v Mateju 11, 27, 28. In zdaj ta en prekrasen psalm, je taka pesem, oda življenju, unikatnosti, ki je tako pomembna, da je pojemo, da je naše srce, naša notranjost poje, to pesem unikatnosti, ki smo jo dobili od stvarnika unikatnosti, ki reče, Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Povejte mi eno osebo, ki vas res, res, res pozna.
In na ta način, kot bomo brali, poznaš moje sedenje, moje vstajanje, oddaleč razumeš moje misli, opazuješ moje potovanje, moje počivanje, z vsemi moji potmi si seznanjen. Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, Gospod, si jo že v celoti spoznal. Kako si človek želi, da bi sočlovek vedno vse videl, vedno vse razumel, še predni izgovorimo, že vejo naše namene, pa vemo, da ljudje ne zmoremo takšne pristnosti, takšnega odnosa, pa vendar potem hrepenimo in vidimo, da je tak odnos mogoč. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko. In kako grandiozno, veličastna, čudovita, mogočna, varna je ta roka. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Zares ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjena. Čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro pozna. Takšno premišljevanje in spoznavanje nam odpira vrata čudovitosti, ki nam je dana, da lahko spoznavamo čudovitega in odpiramo krila čudovitosti življenja. In zaključimo z mislimi, ki nas odpirajo k čudovitosti. Vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno. Vse to imamo v mislih. Hvala lepa za danes.